Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, dobrodošli. Danes v tej epizodi bomo jadrali in prepričana sem, da tudi zajadrali v zelo zanimivo zgodbo. Pluli bomo med zanimivim športom in tudi poslom. Z menoj v studiu medijske hiše Delo je dvakratni udeleženec olimpijskih iger. Svetovni prvak v razredu RC44, dolgoletni trener, organizator in tudi danes predsednik jadralnega kluba Pirat. Svojo pot je začel brez velikega sistema, pa vendarle uspel in te sanje živi še danes. Kakšno zgodbo živi, nam bo povedal v podcastu Supermoč in sicer gost Mitja Margon. Živjo. Živjo. Zdaj pa že lahko rečem po 100 epizodah serije podcasta Supermoč, da nisi eden redkih, ki tako res iskreno, da ti človek verjame, rečeš izven etra, da je podcast Supermoč eden izmed tvojih ljubših podcastov. Kar si štejem v veliko čast. A to drži? Lahko tako javno to poveš? Lahko javno povem. Ne bom dodal še drugega dela, tako naj ostane pri tem, ampak res je en redkih podcastov, ki si jih z veseljem ogledam in zato sem tudi postavil vprašanje, ali spadam v to elitno druščino, kajti res ste tu gostili par zelo, zelo zanimivih, da ne rečem še kaj drugega gostov, tako da čestitke, bravo. Slovenci imamo kar nekaj rekov, ki nam na nek način nas delajo plemenite, ampak po drugi strani pa nas ovirajo na poti močne prebojnosti. In ko takole te poslušam, bi lahko se spomnila reka: skromnost je lepa čednost, pa vendarle. Mislim, da si pravi človek na pravem mestu in da bova naredila en supermočen podcast. Najprej me zanima, kaj te v teh dneh najbolj navdušuje? Morda spomin na velikonočno regato, kjer se je pomerilo na stotine mladih talentov, entuziastov iz celega sveta? Pravkar končana velikonočna regata je sigurno en takih projektov, ki nas vsako leto obeleži, ne samo mene kot nekega vodijo te ekipe, ki to izpelje, ampak tudi dogodek, ki pritegne na našo obalo in v Slovenijo ne samo 500 tekmovalcev, ampak tudi cel kup staršev, sorodnikov, ki preživijo tu praktično cele velikonočne praznike. Tako da tu je veliko novih in pa veliko vračajočih se ljudi. In v tak projekt, kot je ta, vsako leto je vključenih okoli med 80 in 100 ljudi, ki nam pomagajo to izpeljati. Ko si omenila besedo entuziasti, so to entuziasti prostovoljci, ki svoj čas, svojo dobrovoljo, svoje izkušnje dajo na voljo praktično klubu in pa tej družbi, ki izpelje tak dogodek. To je samo en izmed teh, ki jih počnemo in ki mene veseli in žene naprej, ampak se pravim, brez takih zagnanih ljudi, ki so v športnih sredinah ključni, ni ne dogodkov, ne dogajanj. To je velika dragocenost. Sicer naj povem na tem mestu vsem poslušalcem in gledalcem, da smo v medijski hiši Delo naredili eno lepo simbiozo in sicer naročniki Dela lahko zdaj nekako vsak dan, 24 ur na dan, prebirajo tudi zastonj, seveda brezplačno, New York Times, ampak bi dala akcent na delo.si, namreč o teh multiplikativnih učinkih tovrstnih dogodkov, ki ste jih speljali za velikonočne praznike, sem ravno zapisala v članku, ki je objavljen in vabim vse, da ga preberejo na delo.si. Sicer pa v tem podcastu bi želela tvoj portret, tvoje razmišljanje, tvoje notranje motorje, kaj te žene. Zato bi se spomnila na misli, ki jih zapisujejo veliki jadralci sveta, in sicer o tem, da morje v resnici, to je
verjetno zgodba, o kateri bi lahko ure in ure govorila, a ne? Ampak postane tudi ogledalo, ki ne pokaže samo, kaj človek zna, ampak tudi, kdo je. Kdo je Mitja Margon? Bi se strinjal. Jaz ne bi sebe imel za velikega jadralca od teh, ki jih si vzela tudi za izhodišče. Ja, v vprašalniku sem zapisala Ellen MacArthur, ne? Ja. To so vseeno ljudje, ki so premikali drugačen tip mej, dejansko objadrali svet sami, ne vem, večkrat osvojili najvišje lovorike v jadranju in tako naprej. Jaz bi se imel še vedno za enega takega entuzijasta, kateremu hobi je prerasel v vsakdanje življenje in žene nas naprej. Jaz bom vedno poudarjal, da tudi somišljenike, ki so v tej druščini, če se samo oprem na klub, ampak tudi sicer v podjetju, smo zanesenjaki, ki nas žene volja po spreminjanju stvari na boljše, po prikazovanju dogajanja in prikazovanju, da se stvari dajo izpeljati. Še posebno v svetu, kjer je velikokrat veliko dvomov, predvsem pa teh pričakovanj in pritiskov, ki praktično so marsikdaj čisto na nepravem mestu, ne. V tem trenutku, v kakšni kondiciji pa je slovensko jadranje? V tem smislu, ali se postavlja na en globalen zemljevid jadralskih destinacij ali središč, uspehov? Pa Slovenija je na zemljevidu globalnem v vseh športih, če lahko rečem, praktično zelo močno usidrana. Imamo izvrstne posameznike, ki se velikokrat uspejo tudi združiti v kakšne ekipe, ki prebijajo in se nam vsi samo čudijo, ne. To je res neverjetno. Neverjetno. In vse skupaj se rojeva, spet bom porabil to besedo tedna, entuzijazma, ki se začne že pri malih otrocih. In če ta entuzijazem pustimo, če ga ne obremenimo z določenimi pričakovanji, z pritiski, predvsem staršev, se potem ta entuzijazem raztegne in prinese to, kar danes gledamo na cestah, pod koši, na stenah in tudi na morju, ne nazadnje. Tudi na morju imamo kar nekaj olimpijskih medalj, zahvaljujoč spet projektov posameznikov. Nažalost bi pa moral reči, da tako kot verjetno se bo tudi kdo drugi, ki deluje v klubih, na nivoju klubov pa se kar borimo z težavami, takimi in drugačnimi, z izzivi še boljše, ker sistemsko smo še nekoliko šibki. Res pa, da smo fenomeni, marsikdo in marsikje nam to rečejo in izpostavljajo in mislim, da smo res nekaj posebnega. Slovensko jadranje bi rekel, da je v dobri kondiciji, malček premalo izpostavljamo, da z jadranjem se tako drugače srečuje bistveno večja populacija, kot jo imamo priložnost videti v kakšnih priložnostih, in to populacijo bi bilo potrebno na nek način vključiti v jadranje, ki ga pa drugi gledamo, recimo, ne? In v klubih, in pa tudi na rekreativnem področju, ne? Jadranje je po mojem mnenju en najbolj kompleksnih, najširših, najbolj zdravih, najbolj zelenih športov in ne samo športov, ampak predvsem načinov preživljanja prostega časa. In jaz večkrat poudarjam v teh naših sredinah, ne nazadnje tudi dokaj dostopno, kajti morje in veter sta zaenkrat še zastonj, ne, brezplačna. Ja. No, naj na tem mestu omeniva, da si ravno minuli četrtek stal na odru
in sicer kot prejemnik česa lahko se malce pohvališ. Jadralec ali klub leta? Mislim, da klub leta, ja. Klub leta, ja. Me veseli, da Jadralna zveza, pa tudi, mislim, da tudi širša skupnost vidi, kaj zadnja leta počnemo v Jadralnem klubu Pirat. Lani smo organizirali kar 3 velika prvenstva, svetovno prvenstvo v razredu Optimist, ter 2 evropski prvenstvi v, rečemo, bolj rekreativnih klasah, ampak vendarle letos praznujemo tudi 70. obletnico obstoja. Tako, čestitam. Tudi uradno, kajti imamo dokument, ki pravi, da je bil 2. avgusta 56. ustanovljen Jadralni klub Pirat. Pod tem imenom je že prej obstajala dejavnost pod ljudsko tehniko. Ne? Tako da smo prerasli v neko društvo, ki združuje že preko 200 članov in aktivnosti, ki jih moramo dodajati za to, da lahko sredstva v bistvu usmerimo nazaj v otroško in mladinsko jadranje, je naš glavni cilj. In tu mislim, da smo naredili en preskok, kajti na nek srednji rok je naša želja, da bi vrnili tisto, v čemer smo mi zrasli, in to je to, da bi starše šport do 16. leta stal 0. Ne? Kar je en tak izziv, ki smo si ga dali na nivoju kluba, in tudi malček sem ta izziv postavil Športni zvezi Piran, ki smo jo ravno v lanskem letu ustanovili. Trenutno začasno predsedujem tudi tej zvezi in v bistvu ne vidimo razloga, zakaj ne bi, in to bi se morala tudi mogoče Slovenija na celem nivoju vključiti v tak izziv ali pa v tak cilj, da bi do 16. leta vsak otrok lahko športal brezplačno, ne glede na Joj, to bi bil pa res zelo sicer ambiciozen, a smeli cilj, in da ne rečem dobro tlakovana pot v bolj zdravo družbo. Absolutno. Mislim, da izgubimo veliko otrok, talentov, ki si morda ne morejo privoščiti športa, ker nesporno je, da stane, ampak še vedno mislim, da je cel kup aktivnosti, ki pa vseeno ne stane toliko, oziroma bi bilo vredno poskusiti vsaj en tak eksperiment, a deluje ali ne. Kajti moram reči, da tudi v tej postavitvi tega izziva sem nekako trčil na neko tako odklon? Ne odklon, ampak strah, ne, v smislu, da ker miselnost, ki se je razrasla tudi v klubih, je, da če ne plačajo, potem ne cenijo, ne? Zdaj, ali starši ali otroci. Ne? Okay. Kar delno je res, ampak mislim, da je vse šlo tako daleč, da nekateri tudi, če plačajo, ne cenijo več. Ne? Tako da bi morali res dejansko na začetek, na to, da je res vsak ima možnost dostopa do neke športne vsebine, do treninga, za katerega starši ne bi plačevali različne vsote, sej je različno, ne? In za udeležbo na tekmovanjih do neke starosti. Takrat, ko je ta starost kritična, ker danes otroci začnejo veliko prezgodaj in končajo še bolj veliko prezgodaj. Sem se ravno pogovarjala na velikonočni regati z mamico od slovenskega podprvaka. To je treba vendarle svetovnega, torej slovenskega otroka iz Izole, mislim, da, ne? Ampak seveda svetovnega podprvaka, mladega fanta, predanega, ki zelo resno razmišlja o svojih ciljih, o svojem športu, o svojih sanjah, Mihael Zobec, ne? In kako mi je mamica pripovedovala, kakšno odrekanje je to, ne samo za tega mladega mladeniča, ampak tudi za celotno družino. Torej, cela družina je potem vpeta v to zgodbo, in na tem mestu dejansko tudi v kontekstu medijske hiše Delo in podcasta Supermoč damo ta apel, da se ta tvoj cilj nekako čim prej uresniči. Kot mi je ta fant pripovedoval, ta šport je nekaj res
lepega, posebnega, pa tudi zelo, zelo napornega. Kar nekaj izzivov se dogaja, tudi miselnih tokov in tako naprej. Pa me zanima pri tebi osebno, kako to, da je en tak hobi pri tebi postala profesionalna pot, strast, namreč začel si s prijatelji iz čiste radovednosti jadrati. Tako kot mislim, da vsak začne v nekem svojem športu. Ne? Skočil si v tisto lupinco tako, in zajadral. Jadralni tečaj, ker so to prijatelji, sošolci, sosedje počeli isto. Greš v tečaj, poleti ti všeč, ker se zraven še malo kopaš, najdeš družbo in ta družba te potem vleče naprej, ne? Ker ta pristnost, ta družba mora ostati čim dlje. Ker če bo družba se formira, zato so klubi ključni. Če se ustvari družba med otroki, bojo vztrajali. Ne zaradi nekih rezultatskih ciljev, ne samo zaradi rezultatskih ciljev, da me ne bo kdo lovil za besedo, ampak zaradi cel kup drugih stvari, ki so vezane na to. V kompleksnem športu, kot je jadranje, ne, in če so omenila Mihaela, ena njegova vrlina, pa Slovenija je že imela svetovnega prvaka v jadranju, ki je potem zelo hitro tudi nehal jadralno kariero, ampak ena vrlina, se mi zdi prav pri Mihaelu, je pomembna, ki si jo tudi na začetku omenila, je skromnost. Ne? Ta fant je skromen, moram se malček pohvaliti, da tudi trenira za skupino naših otrok in z našimi trenerji, tako da en košček tega rezultata je mogoče in veselja tudi, a ne? In veselje tudi naš. Zelo dobro sodelujemo tudi z njegovim klubom, kjer si pomagamo na regatah in tako naprej. Ampak hotel sem reči, da pomembno je, da taki otroci, ki odskočijo po rezultatih, ki mogoče prej razumejo ene stvari, da ostanejo v teh sredinah, kjer se čutijo enaki kot drugi in da jih drugi tudi čutijo enake. Ker problem nastopi, ko te otroci v jadranju prestopijo v drugo kategorijo, ne starostno, ampak jadralno, v drugo jadrničko, kjer štartajo od začetka in ne gre. In takrat rabijo to družbo, da jih potolaži, da jih vzpodbudi in da gre čez ta izziv, težek moment. Ker če ne, danes tako vsi prehitro rečemo, mi ne gre, konec, se ne grem več. Potem, če so te rezultatske ambicije in želje in zahteve prevelike, potem velikokrat prehitro odnehajo. Ne? Pa tudi preveč intenzivne kariere se rodijo že prehitro. Ne? Jadranje na splošno, ta stik, ta primaren, pristen stik z naravo, morje, veter, okoliščine, vedno daje tudi rekreativnim jadralcem ali tako počitniškim neke zelo močne uvide v življenje, lekcije in kot sama razumem, tudi te mlade otroke uči, bi rekla, krepostnih vrlin. Enkrat si v nekem intervjuju dejal, da je prav gotovo ena najmočnejših zgodb jadranja, sploh pri mladih, to, da recimo 9-letnik sam odrine na morje in sam se mora vrniti. In da to je skorajda arhetipski trenutek učenja odgovornosti. To se mi je zdela zelo zanimiva misel in pa če se spomniš pri sebi, kaj se je v tebi dogajalo kot mlademu fantu, ko se je zgodil ta moment sredi morja in zdaj si prepuščen samemu sebi? Kakšne misli so te prevevale? Težko rečem, kakšne misli so me takrat prevevale, ampak to, ko imamo poleti te jadralne tečaje, ki je ponavadi prvi stik enega otroka, pa tudi starša z tem športom, jaz povem to tako, ne, da vaš otrok, ki ima recimo 8, 9, 10 let, bo vstopil v to njegovo vesoljsko raketo, ne, v optimista, v banjico, in bo odrinil na ocean sam, ker za njega je Piranski zaliv ali pa Tržaški zaliv ocean. Nekateri otroci celo doživljajo, ne da bi vedeli vnaprej, neke tesnobe, panične napade celo. Torej, ni za vsakega. Ni to za vsakega, to hočem reči. No, jaz rečem, on bo za jadran ocean
in bo sam prišel nazaj. Ne? Morate vedeti, da tak otrok vas ne more več doma nafarbati, da si ne more dati sam sušiti te jadralne obleke, ne? Da ne more nečesa narediti, da ne zmore, ne, da ne more, ker nekdo, ki to zmore vse, dobesedno, ker to ravno to, kar si rekel, to premagati ta nek strah, da on gre sam. Sej prvič gresta v dvoje, damo enega starejšega otroka, ki ga pelje ali pa je z njim v barki, ampak to ne gre več skupaj. In to je tisto, kar starši velikokrat pri otrocih jih zavarujemo, zaščitimo. Ravno včeraj sem spet poslušal eno predavanje od doktora Zadela Aleksandra, ki velikokrat prav to poudarja, ne, da jih preveč, sej ne samo on, vsi tisti, ki se ukvarjajo s to vzgojo. In jadranje je res tak, kjer se okoliščine v vsakem trenutku spreminjajo. Nekoč sem z enimi sponzorji našimi, ki se ukvarjajo z investicijami, nekako naredili paralelo med jadranjem in tem, kar počnejo oni. Ne? V bistvu mi predvidevamo prihodnost na nek svoj način, neko mikroprihodnost, kajti v vsakem trenutku se spremeni veter, val, tok, temperatura. Torej, mi nikoli ne igramo na istem igrišču. Nikoli. Ja. In ne samo na istem igrišču, vsakič, v vsakem trenutku, vsako sekundo so razmere drugačne. Torej, poleg tega, da imamo za obvladovati objekt, ki je jadrnica, ki jo treba znati natrimati, to so velikokrat milimetri dobesedno, je potem še narava, ki nam vsako sekundo da drugačen input. Čez 30 minut pa je spet moramo predvideti, kaj bo nekaj drugega, da se znamo pravilno odločiti. Ne? Ampak je zanimivo, ne? Kako preizkuša narava človeka, ne? In kako izziva neke lastnosti, ki morda niti ne vemo, da ždijo v nas. Spomnim se pogovora z zanimivo gospo Milenka Lange. Jo poznaš? Ne poznam je osebno, ampak... To je prva Slovenka, ki je objadrala z jadrnico oziroma s katamaranom svet. Splet okoliščin z svojim takrat življenjskim sopotnikom, Francozem, nekim grofom, ne vem, kaj je že bil. Skratka, sta zapustila vsakodnevno življenje, tako običajno, in odšla. In zakaj pravim, ne? Ona je tudi v svojih knjigah zapisovala, da ko so bili valovi najvišji, tako visoki kot recimo newyorški nebotičniki, se je njen sopotnik, zverzirani jadralec, preprosto ulegel in prepustil krmilo njej ali pa usodi. Ja, v bistvu dejansko je za tega vsakdanjega človeka to nenavadno, ne? Ampak dejansko je, to tako mene velikokrat vprašajo, a si pogledal, kakšno bo vreme na regati. Ne? Velikokrat ne pogledam. Ne. Zato, ker je to edina stvar, na katero res nimamo vpliva. Ne? Na vse druge pa lahko mi vplivamo oziroma jih mi izpeljemo, ko organiziramo regato, recimo. Ne? Seveda, če sem udeleženec, pogledam, ker je to eden od informacij, ki jo uporabljam za odjadrati regato. Ne? Ampak kot organizator, pa je ne bom rekel neuporabna informacija, ampak je nekaj, kar ne moremo, lahko se pripravimo, ne? In to je tisto, kar nas to jadranje nauči, in potem velikokrat se s stresnimi situacijami veliko bolj na easy, če lahko tako rečem, spopademo kot kdo drugi. Ne? To mi velikokrat kakšni sodelavci ali pa kameradi rečejo, ne, da ko si lahko tako miren, ko ne vem, gled, kaj se dogaja. Ne. Zato, ker enostavno stvari se morajo zgoditi, kar se mora, tisto, kar lahko obvladamo, dajmo obvladati, in drugo, vse tako je na koncu, ne nazadnje, tudi v življenju. Ne. Vem, ampak Mitja, ali si to pridobil z jadralskimi izkušnjami, ko te je pač izkušnja na morju butnila pred zid in ti vzela možnost odločanja in držanja vajeti v rokah, ali misliš, da se človek tak rodi?
Dobro vprašanje. Bi rekel, da je ena mešanica. Sej ni samo morje, sej taki so tudi marsikdo drugi, ne. Dejansko je šport ena od področij, ki verjetno utrjuje človeka na nek svoj način, ne, kajti treba povedati eno stvar, ne, redko kdo, ali pa jaz bi si upal trditi, nihče, če vprašate tiste vrhunske v svojih športih, ne, redko kdo je začel zato, ker je imel za cilj, da bo bogat ali da bo si ustvaril kariero, ne, in tle se bom navezal na eno izhodišče prej, odrekanje, ne, velikokrat slišimo besedo odrekanje v športu, ne. Nekdo, ki štarta športom, bomo rekli kot otrok, ali pa tudi kot odrasel, ne, v bistvu ima občutek, da se ne odreka, ker to počne z veseljem, ker so to stvari, ki ga veselijo, ker on se ne odreče iti v diskoteko, smo rekli mi, ne, ker si raje šel nekam drugam, ker si se boljše počutil v neki drugi družbi, ne, sej seveda, da smo šli, jasno, ampak nismo se odrekali, ne. In drugo, če pogledam tudi Tomaževo in mojo zgodbo, ne, midva sva se resno, bom rekel, lotila zadeve pri svojih 24 letih, ne, ko cel kup športov že neha jadrati, tudi v tem je jadranje posebno, da je for life, ne, da je celo življenje lahko... Nisi upokojen pri 25, ne, ali pa pri 35. Tako. In pri tej, ko že omenjaš Tomaža Čopija. Ja, Tomaža Čopija. Me zanima, a ti je bila recimo izkušnja na olimpijskih igrah, lahko jo tudi mogoče malce osvetliš, kaj se je dogajalo prvič in drugič, bolj zanimiva, bolj močna v življenju, kot recimo to, da ste postali svetovni prvaki v zelo zanimivi regati, o kateri se bo še pogovarjala RC44. Olimpijske igre so nekako neke sanje vsekakor, ne, niti ne olimpijska medalja, ampak sanje biti na olimpijskih igrah. Ki pa potem, ko gledaš za nazaj, kot tak dogodek ali pa dosežek, mislim, je, ampak nima te sile, ne. Seveda so emocije, so dogajanja ob vsemu, so neprecenljive in neprimerljive z ničemer. Ampak recimo, midva, zato sem omenil, kdaj so začela, midva so takrat dejansko orala ledino, predvsem v pristopu do jadranja kot športa, olimpijskega športa, ki ga prej lahko trdim, oziroma tako trdijo tudi drugi, ga prej ni bilo, ne. Načrtno s treningi, z pristopom, z informacijami, z literaturo, z prehranjevanjem, ne nazadnje. Takrat je bilo, bom rekel, sva bila nekako pionirja v Sloveniji. In mislim, da tudi vsaj v tem našem razredu 470 sva bila en korak pred ostalimi v načinu in količini in pristopu do treningov. To lahko rečem, ker smo imeli sparing partnerja, ki sta že v Atlanti osvojila medaljo, ki sta se učila od nas, dobesedno. Ampak hotel sem nekaj drugega povedati, da sva se zato načrtno odločila pri svojih 23-24 letih, jaz sem na 23-24, ko že na pol, bi se reklo, se že zavedamo samega sebe ljudje, ne. In iz tega vidika je bila prva s ciljem, da najin cilj ni bila olimpijada, najin cilj je bila, dajmo nekaj spremeniti v tem jadranju, dobesedno, ker sva gledala zgodbe in projekte, ki so bili mlačni, ne. Ni bilo vsega, tudi pristop do sponzorja sem prej pozabil. In potem so se stvari enostavno dogajale, tako kot sem siguren, tako da se dogaja drugim športnikom, ki pridejo do vrhunskega nivoja, čisto same po sebi, ker od stvari, bom rekel, mislim, da je šport še vedno najbolj blizu temu, da bi bila fair zadeva, v smislu, kolikor vlagaš, toliko boš dobil. Na drugih področjih življenja ni rečeno, da je tako. Res je, lepa niti v poslu, niti v življenju, v partnerstvih in tako naprej. V športu pa je zelo blizu temu, ni vedno tako, ampak zelo blizu
če boš trdo delal, bil predan, Ja. Bo rezultat. prej ali slej se bo nekaj sestavilo, ne, v neki točki. In tako se je nama sestavila prva olimpijada, ki nam je dala samo nek dodatno motivacijo, da so se potem za Sydney pripravljala tako, da sva bila dejansko v svetovnem vrhu in eno od glavnih favoritov za medalje, tudi takrat prva, druga na svetovni lestvici in ja, tem je bil ta Sydney famozen, kar verjetno želiš. Ja. Tudi. In kaj je bilo tako famoznega v Sydneyju? Tako da malce ta kolektivni spomin obudiva. Najprej, kakšen občutek, kaj imaš notri v sebi, ko se spomniš na tisto obdobje? Jaz sem si namreč v Atlanti, ko smo bili na podelitvi medalj, sem si jaz recimo zaželel, ko sem gledal te najne sparring partnerje, ki sta osvojila olimpijsko medaljo, ko sem gledal podelitev, sem si rekel, si želim biti tam, ne? To je bila moja tako flash. In res sva se temu tako lotila, jaz sem si doma nad vrati v sobi napisal, hočem biti tam, jaz sem tako napisano nad vrati, ne? Tako da ti se vsako jutro zbudiš s to mislijo in veš, kaj moraš narediti. Ja. Sam potem to res dela, to učinkuje. Funkcionira. Ker Mitja, a veš, jaz nisem bil tam, ne? Jaz nisem bil tam, ampak vse smo naredili tako, ne? Da bi lahko bil. Da bi lahko bili. Neki momenti odločili. Točno to. Zgodilo se je to, da mogoče ta pressing prvi dan, zgodile so se neke nevihte polomilo nam je neko opremo, malo je bil takih pretresov, ki jih ni bilo za pričakovati. In prvi dan, bom rekel, so se mogoče nama zatresle hlače malo preveč in prvi dan se je malo sesula zadeva v prah. Potem smo nekaj popravljali, ampak ni bilo več možno priti. Bila sva zelo blizu, recimo 4., 5. mestu, končala sva 9., ampak spravim, to je bilo, recimo 3. mesto je dobila posadka, ki nikoli ni bila na nobenih stopničkah na evropskih svetovnih prvenskih. Tako da, to je malček tudi splet okoliščin. Razočaranje, Mitja? Je bilo razočaranje, vsekakor, kajti pričakovanja so res bila velika, ne, tudi ne samo najina, tudi seveda okolice. Kako pa premoščaš take občutke? Kako? Kako premoščaš take občutke? Jaz mislim, da se toliko utrdiš, da je to, veš, da je to del dogajanja, ne. Res lahko z umom premagaš čustva? Absolutno. Sej, potem to plačuješ na kakšnih drugih področjih, ne? Recimo? Ampak to se moraš, v športu se moraš naučiti obvladovati čustva, ne? Saj se jim prepustiš. Meni je recimo super všeč, recimo mi je bilo v Marseju, ne, ko Andreja Leški osvojila zlato medaljo in postala čisto normalen človek, v smislu, prepustila se je čustvom, se veselila se, ne. Pol pogledaš kakšne športnike, ki pa se niti ne znajo prepustiti, ne. Dejstvo je, to smo se tudi takrat z Matejem Tuškom, ti moraš obvladovati čustva, ne, že zaradi tega, da si lahko hladnokrvni na štartu, ne. In če ne tega obvladaš, potem klecneš lahko, ne. Katera misel pa te na nek način umiri, prizemlji, da ne šprica ven ta evforija, ali trema, ali nervoza, strah? Ali imaš kakšno misel, ali... Ne moreš, ne. Probaš z neko glasbo, s koncentracijo, z treningom in tako, ampak pravim, to vse spada k temu, koliko uspeš se pripraviti na vse, ampak spet ne, mi imamo vsakič drugačno igrišče in sprememba na igrišču te lahko že, ne. To ne govorimo o stopinji vode ali pa o stopinji klima naprave v dvorani, ne, ki tudi pravi, da spremeni, je vseeno malo drugače, ne. In tu bom rekel, ti si pripravljen nekaj, pa potem je čisto neki drugačni pogoji, ne. Ampak to vse moraš dati v zakup, ne. In trema je vedno, sem siguren, da je tremo imamo vsi. Zdaj, lahko je to dobra trema, lahko je slaba trema, ne. Cel kup nekih mini faktorčkov, ki na koncu se stavijo, ne. Recimo, takrat v Avstraliji sta bila Avstralca absolutno
sta dominirala tisto olimpijado, bila sta doma, bilo se odlično pripravljeni tudi v glavah in ne, pri jadranju ni da zveš, lahko je do konca, midva sva že na pol serije regat, na pol tedna, ne, serija regat traja cel teden, ne, jadranje tudi temu je vsak dan regate, midva sva že na polovici vedela, da za medaljo imava zelo, zelo malo ali pa nič možnosti, ne. Tako da se počasi že pripraviš na to, probaš seveda. Ampak v trenutku dogajanja pa daš še vedno vse maksimalno 100% od sebe, kot da zasleduješ zlato odličje. Absolutno. Ne klecneš. Ne, v tem smislu pa sigurno. V tem smislu ste mi Zadnjo regato športniki... sva bila tretja, recimo, ne. Zadnjo regato sva v cilj prišla tretja in nam je bilo na koncu, bi rekel, sva zaključila neko obdobje, ne, v katerem sva, bi rekel, tisto bila neka tak cilj, tam sva prišla, ne razmišljaš o jutri, ne, tisto je neka taka prelomnica in potem drugi dan se zbudiš ali pa tretji dan in začneš razmišljati na jutri, ne. Jadranje je klasična prispodoba za dovršen posel, za dovršenost ali nedovršenost ekipe, tima. Verjamem, da sta bila z gospodom Čopijem dovršen tim. Po Sydneyju sta okrepila vez ali se je kaj zrahljalo? Nekako kljub vsemu, kljub temu, da se je po Sydneyju bil namen zaključiti, sva vseeno želela poskusiti še en ciklus, ne, do Aten, kajti sva rekla, da v bistvu veliko stvari se je sestavilo, ne. Sam potem nekako sva si dala plan, bolj postopoma iti v to kampanjo, ampak potem po enem letu nekako v meni se je zgodilo to, da se mi je zdelo, vseeno sva prišla do točke, kjer naprej ne bi šlo, ne. In jaz pri sebi sem nekako tak človek, da ne samo jaz, mislim, da je Tomaž glih tako in tudi veliko športnikov po moje takih, ne vsi, da jaz si nisem želel hoditi v službo, ne, jaz si želim nekaj delati. In tisto bi ratala služba. In takrat potem po enem letu, 2001, sem jaz rekel, ne, Tomaž si še želel jadrati, jaz nisem želel, vmes sem se tudi poročil, ampak ni to igralo nobene vloge, želel sem si novih izzivov, kjer bi me spet nekaj gnalo, ne, tle me ne bi gnalo tako naprej. In potem sva ustanovila to firmo, v kateri sem bil jaz bolj vpet, vsaj prvi del, on je ostal v jadranju, jaz sem tudi ostal v jadranju, se vklopil kot trener, pridružila se je ženska ekipa, tako da smo potem bili v neki širši zasedbi, tako v jadranju kot v poslu tudi. Je res, da jadralska profesionalna pot prinaša velike, dobre učne ure tudi za posel? Kaj recimo? Nesporno. Kaj recimo? Ti veš več kot pa nekdo, ki ne jadra, pa se ravno tako gre podjetništvo. Ne jadra. Prej sem omenil eno stvar, da je treba predvidevati prihodnost. Jaz sem ogromno podjetniških, marketinških in drugih knjig prebral, fakultete nisem v bistvu pol nikoli dokončal, ampak sem ogromno literature prebral, in športne, in športno-marketinške, in poslovno-marketinške. Ene stvari se sigurno lahko prepletajo, ampak predvsem je to neka disciplina, pristop, postavljanje ciljev in konec koncev tudi neobupanje, ko se cilji ne zgodijo, ne? Ker prej sem že rekel in to tudi vsak pove, poraz je osnova za zmago, ne? Če ti ne znaš zgubiti, in to tudi na svoje otroke poskušam prenesti, če ti ne znaš zgubiti, ne boš znal zmagati, ne boš mogel zmagati. Ne? In v poslu je tako. Ne gre vedno tekoče, ni vedno tako, kot bi si kdo želel vsako leto, da imamo 10% zrast, ne. Ni tako. In v športu tudi ni tako. Ne? Sploh v športih, ki niso na štopercu ali pa na metre, ne, ali centimetre. In iz tega vidika je to bil
en nov izziv, je pa res, da v poslu je spet tako, kot ko se lotiš jadranja. Spet, ko gledaš za nazaj, vidiš čisto druge stvari, ne? In ko si v vrhunskem športu, se ti zdi, da je to težko, naporno, čeprav se zabavaš, ne? Ampak ko pogledaš za nazaj, vidiš, da je to v bistvu dokaj enostavna stvar, ne? Ker vsako jutro se zbudiš in ti je jasno, kaj moraš narediti. 100% jasno. V poslu ni tako. V poslu ni tako in v življenju ni tako. Zjutraj se ne zbudiš in ti vse jasno, kaj bo in kako bo. V športu pa je, ne? Ampak ko si v športu, tega ne vidiš. A ti je z leti v življenju vse bolj jasno ali ne? Z barvo las mi je vse bolj jasno. A ti je? No, dobro. No, ne vse. Še ostaje stvari, ki mi ne bojo nikoli jasne. Ampak šport je sigurno dobra podlaga za življenje, pa ne pravi samo vrhunski šport, generalno šport, pristop v športu, doživljaj iz športa, družba iz športa. Zdravo duhu, zdravem telesu, so že rekli stari Grki. Ampak, a veš, tako laiki, ko se pogovarjamo, ne? Recimo, moja prva asociacija ob jadranju je ta neskončna svoboda. Ne? Medtem ko, in potem se razvije debata, pa so nekateri pristaši jaht, ne? Nekateri pa jadrnic. Ne? A bi lahko potrdil kot zverzirani jadralec, lahko rečem celo pomorščak, ne? Človek morja, da je ena posebna mentaliteta pri tistih, ki jadrajo in pri tistih, ki so bolj ljubitelji jaht. Da je velika vrzel med enim in drugimi. Jaht v smislu motornih? Tako. Park. Okay. Je velika vrzel. In tle bom še eno razliko naredil, da bo še bolj kompliciral. Ne? Jadralec ni nujno mornar. In mornar ni nujno jadralec. Ne? Kajti veliko jadralcev nas ni mornarjev. Zanalaš rečem, nas ni. Ker to dnevna jadranja ni nujno, da imajo veliko mornarskih veščin vključenih. Me ni strah priznati, ne, da jaz nisem 100% v kako se bom privezal v marino ali pa zasidral. Z veliko barko, z malo barčico mi že. Ne? Ampak z veliko barko nimam toliko izkušenj, nimam toliko, ko bi rekel, kilometrine, da bi se počutil varen. Ne? Zato pa pravim, jadralec in mornar sta dva pojma. Idealno je, če je skupaj, še posebno oceanski jadralci ali pa jadralci na večjih jadrnicah imajo malo več mornarskih veščin, na malih pa morda lahko celo nobene. Ne? In obratno, ne? Nekdo, ki se je naučil na veliki barki jadrati, ne? In je dober mornar, ga postaviš v enega laserja ali v 470, pa niti izplut ne bo znal. Ne? Dobo bo dvakrat z bumom po glavi, zvrnil se bo, ker ne ve, da če se presedeš na veliki barki, se nič ne zgodi, ne? Tle pa te lahko prekucne, zvrne. In no, sem malo zašel. Motorne jahte pa so en drugi svet, drugačno dojemanje te svobode. Ne? Je svoboda samo, ko daš gas, je svoboda. Ne? Tako da ne bi želel nikogar užaliti, vsako je svoje to, ne? Ampak jadranje je, ne vem, bi rekel, esenca te svobode. Ne? Ključni element je, kaj ti slišiš veter in ga z jadri pretvoriš v premikanje. Ne? Zdi se mi tudi nekakšna globina, ne? Pa ta zavedanje, kot si že omenil, da brez truda ni rezultata, ne? Je delo in potem, ko dejansko potem zajadraš, ne? Občutiš tam občutek sreče, ki je plod tvojega dela na nek način ali stika z naravo. Skratka, seveda, jaz sem velik romantik, ne? Jaz se te stvari tako zelo romantično vidim, ne? Seveda zna biti pa tudi precej trd boj z naravo, tako da o tem so že govorila. Ampak vseeno bi mogoče na tem mestu še se spomnila okoliščin, kjer sva se v resnici spoznala pred, kaj pa vem, je bilo to skoraj da že 10 let nazaj. Skoraj da, ne čisto, tam nekje po moje leta 2018, ko si pripeljal v Portorož znamenito regato
posebno regato, bom rekla, RC44, jadrnica, hitra jadrnica, ki jo je zasnoval Slovenec Andrej Justin, kapo dol, Andreju, in sicer za tudi takrat olimpijcem Russell Katzem. Ja. Wow, kakšna je ta regata bila in kaj je to pomenilo za Portorož, da gosti take težkokategornike? Ja. Mislim, te regate so se dogajale že prej v Portorožu, moram povedati, kajti rojstvo te klase je bilo leto 2006, v katerem je poleg Andreja sodelovalo še nekaj drugih slovenskih jadralcev in pri razvoju in pri prvih testiranjih in tako med drugim tudi Tomaž in mi kot Sailing Point, kot firma opremljevalec. Russell Kutz je pa en največjih legend svetovnega jadranja, ki je bil oče tega projekta, takrat kot mini America's Cup jadrnica. Moram povedati, da danes 20 let praznuje ta klasa letos. Je še vedno, in to povejo te, kako si jim prej rekli, te superstarji, jadralski. Težkokategorniki. Takrat sem se seznanila, da so to v resnici zares največji milijarderji. Lastniki, tako. Ja. Ljudje, o katerih mediji ne poročamo. Tako. No, te so dva momenta. To sem hotel samo reči, da zaključim to odprej, da po 20 letih je to še vedno ena tehnično najbolj dovršenih jadrnic, ki obstajajo v svetovnem cirkuitu. In logistično dodelane, razstavi se, postavi v kontejner, potuje po cesti in tako naprej. In na njih jadrajo res najbolj znana imena iz vseh možnih panog. Vodijo pa jih, oziroma lastniki so pa super premožni ljudje, ki imajo radi jadranje, ki si najamejo ekipo, posadko in ki odjadrajo 5 etap. Pretežno po Evropi, ampak gremo pa tudi izven Evrope. In ta cirkuit traja že 20 let, večkrat je bil že v Portorožu, zdaj, kar smo v tej novi dobi, smo bili 2018, 21 in 22. In to je, srednja, govorimo in finančno gledano in tudi tehnično gledano. Žal, jaz vedno rečem, da se mogoče premalo zavedamo tega, koga smo imeli tu. Prav gotovo. Kdo je priletel s privatnim letalom na portoroško letališče in jadral in bil 10 dni v Portorožu. In občutil Slovenijo. In verjetno se tudi kdaj v zasebnem načinu, v zasebni zgodbi tudi vrnil. Ja, se vračajo, pohvalijo, ker moram reči, da Slovenci generalno smo poznani kot gostoljubni, dobri organizatori, poznavalci, tudi potrebne nazadnje udeležencev in tle smo zelo dobri, ne glede na prireditev. In potem na sceni nismo bogati z vetrom, to je treba povedati, ampak vedno je dovolj vetrovno, da se lahko jadra, zato pa se tudi vsi radi vračajo. Tale regata Russell Kutz, si rekel, se je potem skozi čas tudi nekaj preimenovala. Je še ta olimpijec zraven ali ne? Russell je medtem začel ta SailGP, je en drugi tur katamaranov hitrih, ekstremnih, ki trenutno prednjači v svetu. Je še vedno, sicer klasa se preimenovala, ampak še vedno je on boter te klase in konec koncev idejni oče. Tisti SailGP pa je Formula 1 oziroma ampak tisto je že ekstremne. To so regatice, to so barke, ki grejo 50 vozlov, regatice, ki trajajo 8 minut. To je šov, reality šov. In pa tak corporate zgodba, ki pritegne velike korporacije, kjer se tam, ki to vidijo kot dogodek. To je tak vikend dogodek, ki se odvija, v Abu Dhabiju, Sydneyju, New Yorku, dobesedno na Hudson Riverju in tako naprej. Imaš še kakšne take sanje, recimo, America's Cup, Volvo's Ocean's Cup, kakšne take stvari, ki te mogoče drivejo ali ne? Ne.
Nimam, jaz se vidim in se čutim bolj v teh organizacijskih vodah. Mislim, da sem dober vodja takih projektov in skupin ljudi. Vsakič sproti seveda se poskušam naučiti. Ljudje, ki me obdajajo, so mi odlični učitelji in si mislim, da tudi na tem področju lahko še kaj naredimo, predvsem pa počasi prihajamo v čas, ko si želim, da bi mladim prenesli ta entuziazem, smo spet pri entuziazmu, in ta občutek, da treba nekaj vrniti skupnosti, da treba nekaj vrniti okolju, iz katerega izhajamo, okolje, ki nas je oblikovalo nenazadnje, mene lahko rečem, da je jadranje na svoj način zaznamovalo, oblikovalo in je prav, da temu jadranju nekaj vrnemo. In če spet vrnem na to osnovo, Tomaževo in mojo zgodbo, mislim, da je bila inspiracija mnogim, upam, si želim, da je bila, danes pa vedno bolj, nekako to dal v dve kategoriji, da mladi preskakujejo, jaz bi rekel, da obstajajo vzorniki in idoli. Mladi vidijo samo idole, vzornikov ne vidijo več. Imamo recimo v klubu Tino Mrak, ki je bila na 4 olimpijskih igrah, jadralka, ki v naši občini pol ljudi verjetno niti ne ve za njo. Pa je bila, 10-krat športnica občine, 4-krat olimpika in tako naprej. Zato, ker otroci vidijo idole, vidijo Dončiča, Pogačarja, Janjo, Rogliča, ne vidijo pa mase teh, bi se reklo, krajevnih vzornikov, ki niso tako izpostavljeni, in pozabi, tudi starši, avtomatsko vidijo špico. In potem se zgubimo v tej realnosti, kaj je dosegljivo in na koga se lahko opremo. Mi na vrh se ne moremo opreti, niti prijeti, ker je previsoko. Se treba na to vmesno bazo. In tle premalo, vsi se zavedamo tega, da je cel kup nekih ljudi, ki so veliko dali športu, veliko dobili od športa, so pripravljeni deliti to znanje, pripravljeni so deliti svoj čas, in njih kar pozabljamo in odrivamo, ker iščemo špico. Škoda, ker se izgubi lepota potem te poti, kot pravi Nejc Zaplotnik, ali pa če se spomnim intervjuja, ki sem ga nedavno imela z Ivico Kosteličem, ki je malce v svoji refleksiji dejal: Petra, v nekem trenutku sem bil zaradi gledalcev, navijačev, sponzorjev, pa tudi staršev, cela družina je bila v njihovo smučarijo vpeta, kot nekakšen gladiator. In Gladiator je film, ki si vsaj pred parimi leti dejal, da je tvoj najljubši. Ne, Braveheart mogoče. Gladiator mi ni tako. Ne? Ne, mi ni tako. V nekem intervjuju, zadnja knjiga, film, plošča, koncert, gledališče, razstava, stara zadeva. Zdaj, Berem star intervju. Zelo rad sem bral, veliko sem prebral teh biografij, ne samo športnih, ravno berem o Tini Maze knjigo, ki jo imam že 10 let, koliko pokojni Vito Divac in s Tino sta jo napisala, jo zdaj prebiram tako na periode. V tem tednu prihaja od Pogačarja nova knjiga. No, in jaz mislim, da premalo otrok vzame knjigo v roke, recimo konkretno Tinino ali pa tudi Pogačarjev, v kateri zagotovo je cel kup poglavij, kako težko je priti do tam in kolikokrat smo jokali, uporabim ta izraz, zato, da smo se potem veselili. Vidimo samo spet špico, ne vidimo vsega vmes. In to premalokrat prenesemo na otroke. Ker otroke, ko srečujejo na dvorišču nekega sojadralca, sojadralko ga ne vidijo, vidijo, ne vem, špico. In tako je tudi v drugih športih, sem prepričan. Vsi otroci bi radi bili Ronaldo, Messi,
ali pa Šeško, recimo, če uporabimo, ali pa Jan Oblak, ne. Milijoni se pa zgubijo, oziroma so še vedno zelo dobri, pomembni za ekipo tudi, ne, ampak ne bojo nikoli tisto. Ampak šport ti da, tudi če nisi tam. Zato je potrebno ostati čim dlje in vztrajati in se čim več naučiti in potegniti, ne. In govorim kot nekdo, ki je v športu, ki je po mojem še eni redkih, ki tekmujemo za pokale, ne za čeke ali nakazila. Jadranje še vedno ne obstaja, niti v olimpijskem jadranju ni denarnih nagrad, ne. Ne vem, če obstaja še kakšen šport. A res Tako da, ja, res. Tako da jadralec ne moreš, lahko živiš od jadranja, jaz živim od jadranja, ampak to je tako, moram imeti 2-3 službe, ne. In neki angažmajev, ne. Če probam primerjati, je kot če bi moral en košarkaš igrati še v eni drugi ekipi za popoldne, ne, in zvečer delati še neki, pisati članke, recimo, ne. Za konec, Mitja Margon, ko sem opazovala te mlade otroke iz celega sveta, Tajska, Bermudi, Azerbajdžan, 500 jih je bilo na morju, sem se pravzaprav spomnila, kako sem tudi svojega sina želela vključiti v ta lep šport. Ampak danes, ko pogledam nazaj in ko je moj sin visok 194 in seveda zaprisežen košarkar, ne, ugotavljam, da ta šport morda ne bi bil zanj. Namreč pri 15, pri taki višini verjetno bi malce težje skočil pod zlezu, ne. Pa me zanima, za tiste, ki naju poslušajo, kakšne odlike in kakšne, te bi rekla, naravne predispozicije so idealne, recimo, ne, pa tudi mindset, da postaneš vrhunski jadralec. Ali da imaš vsaj neko možnost. Pa greva z mindsetom, ker smo v podcastu Supermoč. En trener italijanski je še, ko smo skupaj trenirali, rekel, la vela non è per tutti, ne. Jadranje ni za vsakega, ni za vsakogar. In dejansko, ne da bi rekel, da ne bi vsak zmogel, ampak je, ne, to je spet ena stvar, ki jo povem, ko pridejo otroci, ko pripeljejo starši otroke na tečaj, ne, je smrdljiv šport, zebete vedno, moker si, ne. Lulaš v tuto, ne, v neopren, kakorkoli, ker sredi regate. Nisem vedela, Ampak je pa najlepši možen šport in oblika preživljanja prostega časa za celo življenje, ne. In najbolj čist in zelen in zdrav. Ni pa za vsakega, še posebno, ko otroci, ko recimo starši vidijo, ko pride otrok, ne, premražen. Ja. Kako so se tresli, kaj šibe moker, na vodi. prestrašen, ker je pihalo, ne, objokan, ne, potem se, predvsem starši, ampak ta otrok, če se vrneva na začetek, je prijadral sam nazaj. Je upravljal z jadrničko in z jadrom, tako da je prišel nazaj. Ni pritisnil na gumb, ni čakal, da ga pripelje ali karkoli, ne. In treba imeti to v bistvu moč. Ne bom rekel super moč, ampak treba moč, da zmoreš iti čez te nepredvidene situacije. Je pa lahko tudi 194 centimetrski orjak lahko v jadranju na veliki barki, bi bil zelo dobrodošel, recimo na RC 44 kot grinder, ne. Tako da je prostora za vsakega. Imamo prednost, velikokrat tudi minus, slabost je, da je cel kup enih razredov jadralnih za višine, teže, oblike ljudi, potrebe, želje, ki so na razpolago različnim profilom. Tudi velike barke, kjer je lahko samo dodaten član posadke, kjer neki pomaga dvigniti, premakniti ali pa samo težo premikati, ne. Je jadrnica eden izmed tistih mikrokozmosov, kjer se vsi v ekipi zavedate, da je vsak član nujen za dovršeno delovanje? Ali je tudi tako kot v podjetjih zelo močna ta
hierarhija, potem avtoriteta, občutek podcenjenosti ali kaj podobnega, podrejenosti. Mislim, mora biti, vsaka barka mora imeti enega kapitana, ne? Ker če ne je kaos. Je kaos. Ja, to je pravilo, ki mora delovati, mora veljati. Je pa prav, da se kapitan najprej zaveda, da je vsak član posadke pomemben, in vsak član posadke se mora zavedati, da je kapitan je vodja in da je pripravljen dati svojega sebe v to, da bo ta jadrnica šla hitro ali pa daleč ali pa kakor pač mora iti. Ne? Tako da mora biti. So pa, se pravim, različne konstelacije jadrnic, tekmovanj, ki zahtevajo različne nivoje znanja, pripravljenosti in profilov ljudi, ne nazadnje. Ne? Ja. Mitja, se veseliš poletja ali ti je kot jadralcu po duši popolnoma vseeno in vedno si na morju? Jaz se zelo veselim poletja, ker če bi lahko živel nekje, ker bi imel 11 ali pa 10 mesecev na leto Japonke, zelo dolga. In jaz si rečem, kdaj tudi v hecu sem prevečkrat me je zeblo na morju, da bi ne užival v vročini in poletju. In jaz tudi jadrat ne grem, če ni dovolj toplo in dovolj topla voda. Tudi v vodo ne grem, če nima vsaj 25 stopinj ali več. Ne. To si me pa presenetil. Ne, ima ni šans. Ne, grem malokrat, se pravi, ga imamo pred nosom in grem, ko pa se grem samo, če grejo otroci ali pa da grem z otroki in še to malo, zdaj že grejo sami. In ne, imam pa zelo rad vročino oziroma poletje, ja, absolutno. Svet pada na glavo, ampak to zadnje, kar si povedal, drži za recimo, da večino teh, bi rekla, avtentičnih Primorcev, da ne grejo kar tako v morje in da se ne kopajo vsak dan. Tako da nekaj vendarle na tem svetu je še pravega. Mitja, hvala lepa za tvoje gostovanje v podcastu Supermoč. Povej, a sva naredila dobro zgodbo? Je zgodba, ki bi prisluhnil v avtu ali ne? To je vprašanje zate, ki si imela že 100 sogovornikov. Res je, 100 sogovornikov, ti si 101. Ampak, ampak glede na to, da si mi izven etra dejal, da imaš rad ta podcast, ga boš z veseljem poslušal, mar ne? Jaz ga bom z veseljem, odlično. Ga moram, ampak feedback bo pa od kritikov in gledalcev. Poslušalcev. Kdo pa je tvoj največji kritik? Otroci? 5 jih imaš? Ja, ta veliki hčerki že počasi. Ti že postavljate ogledalo? Sta že 24 pa 20. Ja. Izjemni punci. Ja, hvala. Energija, ta prava. Ja. Oni dve sigurno. Tem pa tudi Tomaž marsikdaj, moram reči, ker še vedno sva povezana poslovno in tudi v klubu in drugače preko jadranja. In ja, ekipa v okviru zadev, ki jih počnem v klubu in v firmi, seveda. Velikokrat zadržki, si ne delam iluzij, da mi povejo vse, kar si mislijo vedno, ampak pri otrocih je to malo drugače, je bolj pristno. Ja. Mitja Margon, želim ti vse dobro na vseh tvojih poteh, predvsem tam, kjer ti ni še čisto vse jasno, da se razjasni. Zelo dobra želja. Lepo se me, hvala, živjo. Hvala za povabilo. In ugoden veter. Hvala.